Sodelovanje je ključ za učinkovit dostop do zdravstvenih storitev. Danes je Svetovni dan zdravja. Zdravje je vrednota, ki jo ljudje upravičeno zelo cenimo. Zato se želim najprej iskreno zahvaliti zdravstvenemu osebju za njihovo požrtvovalnost in strokovnost pri skrbi za naše zdravje. Ob tem, kot predsednica pozdravljam, da so v Sloveniji na voljo različne kakovostne možnosti za ohranjanje in krepitev svojega zdravja, tako z udeležbo v preventivnih in presejalnih programih, kot tudi z zdravim življenjskim slogom. Častitljivih 100 let delovanja pa bo letos obeležil tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje, NIJZ, za kar jim že vnaprej čestitam ter jim želim uspešno delo v prihodnje. Ljubljana, 7. 4. 2023. Sporočila za javnost, poslanice. Veliko pričakujemo od sprememb ureditve zdravstvenega varstva, ker so neenakosti v dostopnosti do storitev zdravstvene oskrbe vse večje. Nedopustno dolge čakalne dobe morajo čim prej postati preteklost. Nujni so koraki k preprečevanju slabšanja zdravstvene oskrbe prebivalcev, predlaganih strani zdravstvenega osebja, stroke in nevladnih organizacij. V dobro prebivalcev si želim, da stopimo skupaj in poskrbimo, da se dane zaveze v doglednem času tudi uresničijo. Okrepiti in posodobiti moramo javni zdravstveni sistem in doseči soglasje, kako v javnem zdravstvenem sistemu zagotoviti pravočasno, kakovostno in dostopno oskrbo za vse. Naša ustava namreč varuje pravico do zdravstvene oskrbe iz javnih sredstev. Ne pozabimo, da se je naš javni zdravstveni sistem že večkrat dobro izkazal, nazadnje v času epidemije. Spodbujam vlado, da v najkrajšem možnem času preuči predlog zakona o ukinitvi dodatnega zdravstvenega zavarovanja, kar naj se zgodi še pred napovedanim dvigom premij, ki bi predvsem najranljivejšim prebivalcem še poglobil socialno stisko. Kot predsednica republike želim na tem področju pomagati, saj dostopno zdravstvo potrebujemo čisto vsi. Zato bom konec maja organizirala predsedničin forum o izzivih v zdravstvu, kjer bomo skupaj z različnimi strokovnjaki iskali rešitve za učinkovit dostop do zdravstvenih storitev. Do tega cilja pa lahko pridemo samo, če svoje poglede predstavimo skupaj za isto mizo.